prav ljudje, ki jim je nekdo blizu, pa dejansko njega tudi spremljajo, ne glede zdaj, kako je artist to ime. In tako, večinoma glasbeniki delajo tudi v različnih bendih in seveda se te projekti drugače imenujejo. Ne. Tako da ni bilo nobenih komplikacij v zvezi s tem pri meni. Ampak vem, da ljudje nekako želijo slišati ime Alien, zato ga včasih še od spodaj napišemo na plakate. Bivši, mrtvi. Ex-Alien. Pa dobro, to pa res ni bila služba, ne. Bil je to en joke. Za frkancija, za promocijo druge plošče. Ja, smo ponudili pač, da bomo, ne. V glavnem, puncem smo ponudili, da v nakupu CD-ja dobijo lahko novo frizuro spodnjo, ne. Ampak si folk zapomnil, ne? Folk si je zapomnil očitno, ja. Prvo reciklirajo lahko stare groove, stare bite, stare sample, čeprav tudi kar je bilo posamplega je narejeno na dost nov način, nekako da izpade zadeva pač tako, ko se mora v komadu slišati, originalno, v glavnem ni nobene težnje, da bi se reciklirali stare lupe na ta način, da se pol naslonimo na tiste originalne komade. Ampak bolj posamezne zvoke. Sicer pa nekako gre za eno zavestno odločitev znotraj lika samega, ker je ta ekološki pristop po zadnjih nekaj let tudi živim dost na zelen način, v smislu ne sem, ne vem, kot bivši uživalc zelenih substanc. Dejansko recikliramo precej pri nas doma, ne. Že v štartu doma je ločen, recimo, kam bo šel papir, kam bo šla kovina, kam bo šlo steklo, kam gre komposta, ne, pač kompost gre ponovadi večinoma takoj na vrt. Pač v klasične smeti gre pa še v klasične smeti. In potem v bistvu lik sami pa nastal nekako, ko se je dogajala akcija Čistimo Slovenijo v enem dnevu in smo imeli pač neki intervju za Pop TV in sem imel to kanto s sabo, ne, kakor primer reciklaže, kako doma počnemo, ker sem v tem nekaj spraševali. In sem si tik pred intervjujem ti zdal na glavo, ne, wow, in to je bilo to, evo, Recycle Man was born. Ja, simbolično tono, ne, v bistvu predstavljamo pač ta projekt, oziroma gre za ozaveščanje javnosti še bolj detaljno v povezavi s predstavitvijo albuma, novega, se pravi prvega Recycle Man albuma in izkoriščamo pač obstoječi lik kot tematiko, ker v končni fazi ljudje se res ne zavedajo, da ta potrošniški način življenja, v katerem živimo, pač ta hip na zemlji, ne glede na to, da je vse lepo večinoma spolirano, očiščeno, ne, in da Slovenija, kakorkoli čista zelena dežela, še zmer so to ogromne količine enih smeti, odpadkov in izpuhov v končni fazi in lahko vse to omilimo že primernim načinom življenja, no. Ali pa vsaj že to, da smeti dajemo na kupčke, ne, pa damo to tja, da ne gre vse v klasične smeti, ker se pa dejansko te stvari lahko reciklirajo, oziroma se reciklirajo na tist način, pa se to sprožajo pač emisije v naravi, ne. Dejansko, tako bom rekel, Recycle Man plošča, ne, je ne izbor, ampak ena zbirka komadov, ki so kot eni delčki iz mojega osebnega dnevnika. Se pravi, ljudje pišejo dnevnik, jaz pišem komade. In te komadi so neke zgodbe, ki se mi dogajajo v življenju. Predvsem so vesele zgodbe, zato ker nekako sem prepričan tudi in stremim k temu, da ko delaš komade, ne vem, to je zdaj moj 5. samostojni album, prvi kot Recycle Man, moraš nekako, to je še zmer entertainment, ne. To je v bistvu show business, ne da bi na silo delal neko zabavljaštvo, ne. Tako, kot delajo nekateri slovenski glasbeniki, zdaj bomo pa naredili vesel komad, ki bo hit, ki ga bo vseh radi vrteli, ne, to ne. Ampak da gre še zmer za en originalen pristop do znotraj žanra, ne. Hkrati pa, da ima neko zgodbo in pomen, ne. Zdaj te zgodbe so različne, en komad je recimo skateboarding naslov in da govorim samo o svojem skateboardingu leta
ko je bil napad v bistvu na Slovenijo in se Slovenija osamosvajala in tisti trenutek so jaz s prijateljem šla na štop na skateboard tekmovanje v Italijo. No, in potem je cela zgodba o tem. Recimo, to je en primer. No in potem en drug komad ima spet drugo zgodbo, ne, ki nima veze ne s skatingom, ne s prijatelji, ne z Italijo, ne tako. In so eni segmenti zgodb življenjskih, ki so mi dogajali, ampak nisem pa ujet v žanru hip-hopa kot nekateri artisti, ki jih slišam slovenski, da repajo o tem, koliko dobro repajo, koliko jointov so skadili tisti dan, koliko geto so oni, ko grejo na svoj alternativ hip-hop party, ker je njihov slang in kraj boljši rap, kot v Ljubljani, Kopru, ne vem kaj. V glavnem, ta lokalna bockanja se zdaj precej odražajo v hip-hopu slovenskem, kar je meni v bistvu škoda, zato ker ta žanr se mi zdi, da ima ful večji spekter in kapaciteto. Tako se mogoče po eni strani veselim, pa je Ico bo izdal novo plato, njegov drugi album po tolikih letih, ICO, on je pač en teh, ki jih zelo rad poslušam, slovenskih avtorjev, pa je iz tega štajerskega konca. Čukur dela novo ploščo, ki se mi zdi, da bo prav glasbeno malo bolj narejena, ker se je vrgel tako prav tisto studijsko snemanje še malo bolj poglobljeno kot prej. Ja, no, mislim, da lih to sem hotel reči, da za razliko od ostalih slovenskih, ne na splošno slovenskih reperjev, ampak določenih reperjev ne repam o repu. To se mi zdi brez veze. Koliko jaz dolgo že repam, ko sem bil prvi v Sloveniji, ki repam. Moj bobnar, Zek. Tako pa nas delamo, vsi smo v formi. Lahko igraš na velikih koncertih, ki so dejansko pijanke. In je pa vseeno, da bi imel radio požgana, da bi imel enega DJ-ja, ki bi komade drug dan pozabili. In tega je kar veliko v Sloveniji. In to je v bistvu žal bo svoje, zato ker gre veliko denarja in dragi bendi tam nastopajo. V bistvu ima sam bendi korist od tega, ker ima dobre zaslužke. Ampak tista raja, ki bo slišala 10 čisti komad odigran v živo določenega benda, ne bo nič odnesla od doma. Ampak recimo manjši klub ali manjša dvorana, pa tudi če to, ne vem, maturantski valet ali kjerkoli proslava srednjega šolskega ali pa faks benda, pa da boš imel en bend, ki je tako v bistvu alternativen, ker jaz sebe še zmeraj štejem mogoče kljub prepoznavnosti v alternativo glasbeno in zato tudi ne uporabljam imena Alien, zato ker v bistvu mi je bilo to znucan ime, dobesedno uporabljen. Ne govorim za one fene, ki me res iskreno spremlja, ampak za tudi pol tisti, ki si bil dvakrat na RTV-ju, pa se to prepoznali, pol te pa eni že začnejo videti samo zaradi tega, kot to je pa ona komerciala, zato ker se je tam pojavil v tem mediju. V tem mediju se pač pojaviš zato, ker hočeš promovirati svojo glasbo, ne zato, ker bi, ne vem, prodal sebe ali pa svoj izraz. No, ampak hočem reči, da zato je mnogo bolj pogosto, kvalitetnejša to, kar si me vprašal, se dogaja na manjših koncertih in placih. Ta, ne vem, globina glasbe v smislu in sporočila tudi.